Čudno, da kdo koga ne povoz. Čed me čaka dober zajtrk. Pa še kaj bojo po mojem prinesel. Pa važno, da je toplo. Glejte, kakšno super panoramsko vožnjo imam. Kakšna lepa narava. Glejte, po teli cesti sem se pripeljal. Zdaj grem pa tudi po tej cesti gor. Glejte, tamle, če vidite, je zarezana. Se pravi, za ta hrib grem. Tle sicer neko gradbišče delajo. Smo pa kar visok po mojem in je tudi kar mrzlo. Glejte, tamle od odzadej hribi so že čist pobeljeni. Tukaj je pa temperatura maksimalno 5 stopinj. Kakšna zanimiva dolina, zanimiv kanjon. Pa tega je tukaj ful velik, ampak se ne ustavljam, pa snemam čist posod, zato ker imam 9 ur do Fesa po navigaciji, kar lahko pomeni, da je to tudi, ker počas vozim, pa se ustavljam tudi 11-12 ur. Cesta se je zelo poslabšala. Do prvega večjega kraja imam še 2 ure pa 10 minut. No, potem sem pa še pogledal kilometre, jih je pa sam 60. Se pravi, da tukaj bo naslednje 2 ure povprečna hitrost samo 30 km na uro. Zdaj se peljem 35, 40, kar pomeni, da lahko pričakujem še bistveno slabšo cesto, ki je tole. Ampak nima veze, se vam pokažem, kako izgleda ena visokogorska maroška vasica. Običajno je tole neki tacgale. Evo, tle ljudje neki delajo, imajo sličke. Moje predvidevanja so se uresničila. Lejte, cesta je res ratala slaba, oziroma, lejte, tako bom rekel, zame to niti ni slaba, ker sem navajen bistveno slabšega. Sem pa tudi, čakajte, prevezal se nisem, pa bo zdaj tu piskalo. Lejte to, koliko te bogi v slički nesejo, bom jaz kar tlele počakal, da bo šlo. Ja, bogi reveš, bogi reveš. Lej, kako je luškan. Hello. Ja, ženska čiznorela, ki sem snemal. Kaj da sem, no. Kakšna huda cesta, pa huda pokrajina. To se zdaj po teli cesti že kar nekaj časa dvigujemo, ampak so pa ful lepi razgledi, pa zanimivo je. En kraj, kjer sem mogel ustaviti. Meni je tole toliko dober za kakšno pohodništvo. Meni ful lepa narava. Ne vem, kdaj se bomo tu nehali dvigovati, ker kar gremo in gremo po tej makadamski cesti. Ampak ni problema, ker je res ful lepo. Zdaj pa sem prišel na vrh, oziroma skoraj na vrh, kam višji že ne moramo iti. Po mojem sam tamle, mogoče še kakšnih 10 metrov se dvignemo. Piha, hladno je, drugače pa lejte, kako zanimiva dol vasica. Sicer z GoProjem se to bolj slabo vidi, bom pa še slikce naredil, pa jih dal na Instagram, tako da si na mojem Instagramu Tomaž Gorec pogledajte. Nazadnje sem rekel, da sem že na vrh, da se bom dol spustil. Zdaj se pa že 20 minut vozim, pa se še kar dvigujem. Ne vem, kdaj bom prišel na najvišjo točko. Zdaj pa sem končno prispel na vrh. Evo, tukaj se cesta zdaj spusti dol v dolino. So pa tukaj čist zimske razmere, po mojem temperatura okoli 0. Lejte, tukaj je sneg,
pa se čist absolutno nič ne topi, tako da predvidevam, da je tle temperatura 0 ali pa celo kakšna stopinja pod 0. Nič, zdaj pa gremo v... Evo, lejte, kaj tacga sem se bal. Tamle so bili kamni, kao, da se ne da čez jet. Evo, in tam mi človek maha, da ni. Kaj bo zdaj to? Da moram okoljeti. Ale prijazen gospod mi je povedal, da moram okoljeti, ampak okolj, to je sam okolj tamle cesta 50 metrov stran, tako da ne bo problem. Sem se pa res že ustrašil, da je konc tega. In bil je izredno prijazen, je tudi rekel, da se upravičuje, da bi on kaj bil kriv. Lejte, da bom kar tole posnel, sam toliko, da vidite. Jaz sem se že ustrašil, da bi bilo res treba jeti kje okoli in okoli. Videl sem pa tele kamne, ne. Takole, ko so kamni postavljeni, to pomeni, da je zaprto. Se pa čudim, da nisem videl, ne, da gre tle ta cesta, ne. Mislim, se tle bilo res tu čudno, da se ne bi dalo prideti. Mislim, dalo, da bi kar zaprli. Ker tle, če češ pa okoljeti, da bi zdaj mogel nazaj jeti, to pomeni 6 ur več vožnje. No, ampak rešilo se je. Nisem se še veliko spustil v dolino, ampak gledajte, kakšno široko cesto tukaj delajo. Tako da to jim gre kar dober od rok, tako da čez 10 let bo tu po mojem vse poasfaltirano, pa takele dobre široke ceste. Tale dolina mi je tudi zelo lepa. Sem rekel, jo moram pokazati. Se v bistvu je tale vožnja skozi čudovita. To je ena lepših panoramskih voženj, kar sem se vozil. Tako da sem ful vesel, da sem šel tukaj, čeprav sem šel bolj naključno, no. Glejte, kakšna vasica, glejte, v kakšnem ljudje živijo. Kakšne hiške. Tukaj pa se je čas že zdavnej ustavil. Še ena zanimiva maroška gorska vasica. Ker jaz sem tole najbrž, ne vem, a sem šel narobe ali ne. Je prav najbrž, čeprav je ful čudno vse skupaj. Kanal posred. Ne vem, če bo to. Če so to vas noter zašel, ker ne bi smo, bi šel lahko okoli, ne vem, zakaj sem šel tle, ampak to vas sem dal kot da me pele čez in zgleda me je to v center pelalo. Ne morem pa, nimam, interneta mi je zmanjkalo in ne morem zdaj zadeve prekiniti, pa še enkrat, da mi išče, ampak zgleda, da bom prišel tle nekje ven, pa pol tamle gor nekje je bolj glavna cesta. Bomo videli. Še ena maroška vasica, kako bomo pa tlele zdajle prišli, lejte, vidite, kamion gre naprej. Dobro, da je bil tlele en prazen. Majster čez. Zdaj grem lahko pa še jest. To čudno, da kdo koga ne povoz. Čakajte, tamle še zmeraj ljudje grejo in kamioni in vse. Bom jaz še počakal. Pa tudi nikamor se jim ne mudi, ne. In pol ni čudno, da je tu še večji zastoj, ne. Veš, tamle enega pobira, pa ko bi se hitro skočil. No, sicer pozdravlja, pač take navade imajo tle. Veš, tudi tle tale mojster nič ne gleda, otroci tudi ne. Vejte,
to je noro. Nora gužva. Evo, tamle se en Renojček ustavil. Na poti sem naletel na tole jezero. Sploh nisem vedel, da je. Sem ga pa zagledal, sem pa rekel, wow, lepo. Mora biti pa to zelo visok, ker mrzlo je, tle si pravim, okoli nule. Cesta je pa zdaj bistveno boljša. Kaj je pa tole tukaj? Še zmeraj se vozimo po hribih, noče jih biti konec. Lejte. Kanjon, lejte, še zmeraj sami hribi in teh hribov najbrž še ne bo hmal konec. Kar je tudi ok, jaz imam še 5 ur vožnje, pa nekje 300 km. Zdaj se je pa pokrajina ful spremenila. Pač to zato, ker smo se nižji spustili. Tudi tamle malo prej sem videl cel kup kaktusov. To gor niti približno ni bilo, da bi bilo. Mi pa gre tale vožnja malo na živce, ker je policije toliko, da vam ne morem povedati. Mim 15 kontrol sem se sigurno že pelal in zato potem vzamem takole sigurno pot, da se pelem v koloni, pa glih nekje v sred mene menda ne bo vzel. Tako da je pa to tako, ali greš prepočas ali pa prehiter. Prej sem za dvema noro ful, zdaj grem tle pa prepočas, bi rekel. Nočem pa tu prehiteti, pa da sem pol prvi, ker pol bojo glih mene dol zločili z ceste. Pa se veste, kako je policija, če ti hoče nekaj najdeti, ti bo zagotovo najdla. Sam slabe vole je, ali pa mogoče mu niso tujci všeč, pa bo nekaj najdel, da me bo zajebavil. Prispel sem še na zadnjo lokacijo. No, v bistvu sem nazaj v Fesu. Tole je promčišče, ki ga imam. Zdaj nisem imel velike izbire, ker v starem delu mesta nisem mogel biti, ker noter z avtom ne prideš. Tako da sem mogel drugje vzeti in sem dobil tole za 23 € na noč. Nisem glih najbolj navdušen, če sem iskren. Tole bi bilo lahko majčkeno bolj spucano, čeprav nisem tako natančen. Dobro, soba sicer velika, prostorna. Sicer hladno. Tudi tukaj nič ne grejejo. Tako da, dobro, tako ni mrzlo, kakor je bilo včeraj v hribih. No, drugače pa iskreno povedano, noben dan se še nisem tukaj veselil, da pridem v hotel, ker 9 ur sem se vozil. In čeprav je bila lepa vožnja, kakor ste videli v videu, ampak po tokem času ti pol že pa še pride tudi hotel, se stuširati in iti spat. Drugače pa no tole, jutri moram iti pa predvsem nekam narediti ta hitri test, da me bo sploh na letališče spustili. Potem bom pa še videl, malo se bom okoli zapeljal, bom videl, kaj je še za videti. Drugače tole mi je en dan vzelo, tale test, ne. Če ne bi bilo treba tega delati, bi jaz lepo ta zadnji dan prišel direkt na letališče, pustil avto in šel na letalo. No, mi je pa všeč v tej sobi, mislim, da je prva, ki je zelo svetlo noter, da je oranž žarenca in tako naprej. Upam, da ima tudi internet dosti hiter. Nič, se vidimo jutri.